Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci, spet je teden okoli in spet je čas za odmev tedna. Tokrat bo z nami komentator in seveda tudi profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, dr. Žiga Turk. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Zdaj, tema tedna, največ smo se ukvarjali z ovadbo zoper Roberta Goloba, predsednika vlade. Imate kakšen komentar? Torej, ta opereta se je kar dogajala. Kdo je kaj rekel, kdo je prvi rekel, kdo je koga prvi videl, pa je samo tega videl in tako naprej. Ja, ko spremljam tole dogajanje v Sloveniji zadnje čase oziroma zadnje mesece in predvsem ne samo, kaj se dogaja, ampak o čem se govori, mi je prišla na misel ena zgodba, ki jo bom najprej povedal. Zdaj, angleški nacionalni šport, preden so začeli igrati tenis, pa golf in tako naprej, je bil lov. Lovili so na konjih, pomagali so si pa s psi. Te psi so mogli znati dobro vohati. In te pse so preizkusili, a znajo dobro vohati ali ne, tako, da so po neki sledi, kjer je šla divjad, vlekli enega rdečega slanika, dimljen slanik ribo, potem so pa s to ribo zavili nekam drugam. In tisti psi, ki so bili dobri, lovski psi, jih to ni zmotilo in so šli po sledi divjadi. Naprej so rekli, ok, s temi bomo lovili. Nekateri psi so pa zavili v smeri tistega rdečega slanika, angleška beseda za to je red herring. In je to izraz, ki pove, da se včasih v kakšno temo, ki je pomembna, podtakne ena manj pomembna tema, zato da se vsi z njo zamotijo, o ta veliki stvari se pa več ne govori, se pa več ne pogovarjajo. In ko govorimo zdajle o Golobu in Bobnarjevi in kdo je rekel in kdo ni rekel in kdaj sta se srečala in se nista srečala, ko imamo ovadbo v zvezi s korupcijo v smislu, da je predsednik vlade ministrici rekel, poglej, to pa to moraš narediti, če tega ne boš naredila, boš šla. Oziroma, če boš naredila, boš dobila. Če boš naredila, boš dobila in je to zdaj korupcija. To se mi zdi ta rdeči slanik, za katerem se je zdaj trop novinarjev in vseh in tudi mnogih komentatorjev spustil. Veste, tisto, kar je pa velika tema tukaj, kar je pa srnjak kapitalc, za katerim bi bilo treba iti, je pa, da se skozi to kar nekako normalizira, da sej, janšiste je pa treba počistiti. To čiščenje janšizma je pa stranska tema. In to čiščenje janšizma in operiranje s tem pojmom, zganjanje tega, to, da ljudje tekmujejo, kdo bo bolj za to, da se očisti janšistov, to je pa velika stvar in to je nevarna stvar. To pomeni, da vi ljudi, ki podpirajo eno politično stranko, ki ima, četrtino, tretjino slovenskega volilnega telesa za seboj, ki je demokratična stranka, ki je v slovenskem parlamentu, ki je članica sredinske Evropske ljudske stranke, postavite v položaj, kot da je to nek marčes, kot da so neki Judje, ki jih je treba očistiti. In jaz mislim, da bi se o tem morali pogovarjati in če bi že zaradi česa Goloba preganjali, to vlado preganjali, politiko preganjali, bi zaradi tega, ker s tako lahkoto operira s pojmom čiščenja somišljenikov neke demokratične stranke, kam pa pridemo, če bomo tako delovali. No in seveda lahko v tem trenutku je to čiščenje, mogoče bo rekel, ta primerjava z Judi ni ta prava. Res je, da se jim je zgodilo tragično, precej bolj, ampak mindset, ampak način razmišljanja, način te delitve med tele so naši, te pa niso naši, tisti, ki niso naši, jih je treba očistiti, je pa povsem isti. In mene pravzaprav ne zanima ta ovadba majčkeno bolj taka, malo drugačna, ali Golob debelo laže ali tanko laže. Jaz mislim, da bi na tej točki se moral demokratični del slovenske politike, pa jaz upam, da je tudi na levi kdo, ki se bi ob tem pa majčkeno zdrznil. Ampak to se je zdaj v zadnjih 2-3 letih kar nekako normaliziralo. Saj čiščenje janšizma, to je pa v redu. To ni pa nič, to pa seveda je to treba očistiti. To je demokratična stranka, janšisti, mogoče sem jaz janšist, mogoče ste vi janšistka, ne veva, lahko bi bila, če komu ne bi bila všeč, imajo vso pravico
da so zaposleni, da so na položajih, da če strokovno ustrezajo, določene stvari vodijo, ne pa, da se jih čisti. Ja. No, ko ste že omenili mene, seveda, jaz sem to čiščenje janšistov doživela na lastni koži na RTV Slovenija, kjer so ravno tako čistili janšiste in je Golob povedal v oddaji Odmevi: Tajni Starič, saj smo se dogovorili, da bomo televizijo očistili janšistov. In kaj se je zgodilo? Urednik Rajko Gerič je dal ovadbo, tako kot je zdaj ta ovadba strani policije, in ne morete verjeti, včeraj jo je tožilstvo zavrglo. Ravno včeraj, ni to slučaj. Ja, in zdaj imamo neko ovadbo, ki je, kako bi rekel, jaz se strinjam, pravzaprav je prazna. V politiki je vedno nek daj-dam. Politika je usklajevanje interesov skozi daj-dam. Kar je dobro v tej ovadbi, je morda to, da se je policija postavila na zadnje noge in da poskuša potegniti črto, da se v neke tekoče dnevne zadeve politika ne bi smela vmešavati. Ne? Ampak, da pa politik reče, glej, če bo to, to je pa razmeroma normalna reč. In tole, kar ste povedali v zvezi z ovadbo Rajka Geriča, sodi točno v ta kontekst, o katerem sem prej govoril, da se pač čiščenje janšizma in janšistov normalizira. In nadaljuje, ne? Ker to, kar se dogaja po Sloveniji, nam vsem daje misliti, zdaj bom povedala to grozen pojem, da obstaja neka tako imenovana končna rešitev, že ko ste omenjali ta nacizem, da bodo vse ljudi, ki ne mislijo tako kot tale vladajoča koalicija, počistili, ali kaj zdaj to pomeni? Tako je razumeti to, kar se dogaja, tako je razumeti konec koncev tudi kakšne pozive. Ko se, ne vem, jaz imam kup kolegov na fakulteti, ki so na X-u anonimno, ker se enostavno bojijo izpostavljati, ker vedo, da bodo imeli v službi težave. In jaz ne razumem, da bi bila to demokracija. Veste, tudi ni demokracija, da rečeš, če ene stranke zmagajo, je demokracija, če pa nekdo drug zmaga, pa ni demokracija. Po istem postopku, po istih pravilih. In tako naprej. Ja, in ena stranka zmaga, potem pa za ministre nastavi tiste, ki sploh niso zmagali, ne? To je drug problem, ki je odvisen nekoliko od tega, kako ima kakšna država postavljen politični sistem, volilni sistem in tako naprej. V Angliji se mi zdi, da imajo, kar se tega tiče, red, tam so vsi ministri, ljudje, ki so bili že izvoljeni v parlament. Imajo parlament tudi nekoliko večji, ampak si minister, si bil izvoljen, najprej moraš biti nekaj izvoljeni. To tudi pomeni, da je neka resnost pri teh ljudeh, da se bodo ukvarjali s politiko, če se najprej pustijo izvoliti v parlament. Ne pa, da imate ministre, ki, kako bi rekel, če lahko minister pride v politiko, če pa ne more biti minister, pa nekje drugje. Nekaj počnem in grede, jaz imam tudi to napako, oziroma sem imel to napako, da se nisem profesionalno zavezal v politiki, ampak v Sloveniji pač imamo tak sistem. No in zdaj se je seveda pojavil Anže Logar, ki bo ustanovil svojo stranko. Ta teden se mu je pridružila tudi Eva Irgl, pa morda se bo še kdo, še tretji, da bodo ustanovili neko svojo poslansko skupino. Povejte mi, ali sta Anže Logar in Eva Irgl janšista? Veste, odvisno, ne? Jaz mislim, da bomo v Mladini in v vseh medijih, ki si želijo, da ta stranka ne bi pobirala na sredini, ne bi pobirala Golobovih volivcev, ne bi pobirala volivcev od SD-ja, ne bi pobirala volivcev od morebitnega novega obraza. Vsem tem bodo razložili, da sta to janšista, da sta bila 20 let, 25 let, ne vem koliko let janšista, ne? Jaz po zadnjih Logarjevih izjavah bi ga zelo težko uvrstil na desno. Ne? Tako da želim vso srečo. Ne? Je fino, da se v Sloveniji pojavlja več političnih opcij. Se mi pa zdi, da bi lahko oba se poslovila na lepši način. Jaz ne problematiziram tega, da bosta ostala v parlamentu, konec koncev sta tudi tej stranki nekaj dala, je tudi ta stranka nekaj glasov dobila zato, ker sta bila ona dva tam, ker sta ona dva dolgo let v tej stranki sodelovala. Ampak izjave, kakšna pisma, dalo bi se narediti drugače. Jaz imam s tem nekaj izkušenj. In vem, da vsak, ki se oddalji od Janše, vsak, ki
izstopi, jaz sem tudi v nekem trenutku izstopil iz SDS-a, potem tekajo za njim z mikrofoni v upanju, da bo povedal kaj čez Janša ali pa čez SDS, pa se ne boste spomnili od mene, da bi kaj takega naredil. Tle se mi zdi, da je pa tega, škoda, malo preveč. Tudi strani predsednika stranke. Ne, predsednik stranke je, se mi zdi, na nek način žalosten, razočaran. Na nek način bi človek lahko rekel, bi mogel prej malo na to misliti, da svoje ljudi ohrani v svojem krogu. Je to razočaranje tudi razumljivo, ampak Irglova, Logar, vsi ostali bodo zdaj dobili 5 minut pri medijih in po moje jih ni dobro preveč izkoristiti ali pa si graditi ime, popularnost z pričakovano kritiko svoje bivše stranke. Torej mislite, da je Logar, nekje sem brala, zaznal, da mogoče pa bodo predčasne volitve, pa da je zato zdaj pravi trenutek, da se pač odloči in odcepi, kajti s tem je tudi kar nekaj časa, bom rekla, mečkal, odlašal, ni šel na svoje? To sosledje dogodkov zadnjega tedna, 10 dni je bilo zanimivo, ne. Najprej je izstopil Logar in potem se je začel zelo resno majati Golobov stolček. Morda je kakšne stvari vedel prej, morda ne. Tudi bomo videli, kaj se bo iz vsega tega izcimilo. Ali je to samo grožnja Golobu, češ, lej, če ne boš delal tako, kot mi želimo, bomo te stvari malo pospešili, če boš priden, jih bomo malo postopke proti tebi ustavili. Lahko je pa samo naključje. Ali je Anže Logar novi obraz, tako imenovani novi obraz v tem slovenskem prostoru, vemo, kaj to pomeni, na desnici? Jaz mislim, da ni na desnici. Žal, kot ga poznam, kot sem ga doslej poznal, bi bil, ne, ampak tudi to povezovanje recimo z Jernejem Pikalom, ne. On ni nek socialdemokrat, rekel sredinskega tipa, ne, on je bil goreče, on je vse naredil, kar se je dalo, da ne bi uredili financiranja tistih parih katoliških šol, ki so zasebne oziroma s koncesijo, torej kjer lahko otroci zastonj hodijo v šolo, pa niso to javne šole, ne. Je bil izrazito zagrizen, ne, levičarsko zagrizen. No, imamo pripravljeno tudi izjavo Boštjana M. Turka glede na vsebino te stranke, ki jo bo in ustanavlja Anže Logar. Poglejmo. Tu je zdaj ena stvar, ne, ker se on pač ne želi vsebinsko, politično na noben način opredeljevati, tako da človek sploh ne ve, kaj bi rad, oziroma sploh ne ve, recimo, zdaj, da bi rekel, da je tako, bi rekel, lepa, ne, da bi ga volil že zaradi tega, ker je tako lepa, ne. Ne vem, mislim, bo moral nekaj pokazati, ampak jaz sem prepričan, da v njem je ta preprosta, bi rekel, neodločenost, da po moje še sam, če bi moral iskreno in odkrito povedati, kaj hoče, bi rekel, ja, pa sej ne vem dobro, kaj pravzaprav želim, ne. Torej, to je problem, ne? Recimo, če volimo Anžeta Logarja, katero vsebino volimo? Ne vem, kdaj je bilo tole posneto, ne, ampak Ta teden. v zadnjem času je Logar imel priložnost povedati, oziroma so ga vprašali, kaj o stvareh misli, in se je za marsikakšnim odgovorom poskušal, skratka, delal je na tem, kako bi izpadel različen, drugačen od SDS-a, od Nove Slovenije, se je pozicioniral nekam na, jaz bi rekel, sredino, ampak malo levo iz te sredine, ne. Davek za nepremičnine, ja bi, ne. Kamala Harris, on bi za njo glasoval, ne. Mimogrede, jaz ne vem, za koga bi glasoval, ampak da bi ustrelil, da bi pa glasoval za Kamalo Harris, pa ne bi, ne. In še nekaj takih stališč je bilo. Konec koncev, tudi če greš k Marcelu Štefančiču, pomeni, da greš po leve volivce, da se na tisto stran začenjaš priklanjati. To se pravi, on bo vzel glasove levih volivcev. Jaz si ne predstavljam, da bi jemal glasove na desni, ne. Čeprav jih bo na levi težko, ne. Bo imel tam težave
in bi se mi zdi lažje prišli do neke desno-sredinske vlade, če bi se neka močna grupacija desno-sredinskih strank pojavila, ki bi tehtala približno toliko kot SDS. S tem bi verjetno ta prastrah, ki je pri levih sredinskih volivcih, ki so jih preparirali proti Janši, nekako odpadel, ker ne bi bil Janša več tako premočan na desni sredini. No, prav Janez Janša je dejal, projekt Virant 2 je lansiral, da se prepreči zmaga SDS-a in omogoči vlada izključevanja. Torej prav, gre tu za projekt Virant 2? Imate kakšne primerjave, kako se vi spomnite tega obdobja? Kaj pa vem, jaz nisem nagnjen k temu, da bi pri vsaki stvari videl projekt, da bi pri vsaki stvari videl scenarij, da bi pri vsaki stvari videl zaroto, ne. Takrat, ko je Virant delal stranko, je bila to njegova ideja, njegova odločitev, morda so kakšni krogi ugotovili, da ja, to bi bilo pa fino, ne, ampak še vseeno mislim, da je mnogo boljše, ne, da je nov obraz Logar, kot pa da je nov obraz nekdo, ki ga bodo tam na trdi levici potegnili iz klobuka. Ne. In zmago SDS-a, ne, jaz ne verjamem, da če Logarjeve stranke ne bi bilo, ne, da bi pa SDS imel toliko poslancev, kot jih ima zdaj Svoboda, ali še celo, da bi jih imel več kot polovico. SDS zmaguje veliko zadnjih volitev, je relativni zmagovalec, nima pa koalicijskih partnerjev, s katerimi bi sestavil potem večino. In glede na številčno stanje, kakršno je, razpoloženje volilnega telesa, kakršno je, se mi zdi najboljša realna rešitev za Slovenijo v prihodnje neka velika koalicija. Nekdo velik na desni, SDS, nekdo velik na levi, ki je resen, in potem bi te dve stranki lahko skupaj ta voz poskušali potegniti iz blata. No, se prav Za samo desno vlado ne vidim glasov, ne vidim perspektive tudi v zdajšnjem razpoloženju volilnega telesa, kljub temu, da tako slabe vlade, tako brezbrižne vlade, tako zapravljive vlade še nismo imeli. Jaz energije v volilnem telesu, ki bi plebiscitarno izvolila desno-sredinske stranke, zdajle žal ne vidim. Ampak prav Logar pravi, da je ta sredina, ki bi združila ta dva pola. Odkrito povedano, ta dva pola se lahko dogovorita sama. Ne. Tudi brez Logarja, ampak kot rečeno, bolje Logar kot nek anonimus, ki ga zdaj sploh še ne poznamo, ki ga bi levica potegnila iz klobuka. No, bomo videli, kaj bo pokazal razplet dogodkov. Do tega je vendarle še nekaj časa, pa vsak teden je nekaj novega, ampak poglejmo, nekdo nov, stari nov se je zdaj spet pojavil na političnem prizorišču, to pa je Karel Erjavec. In zdaj zanimivo je to, da je v časopisu Delo novinarka objavila, Suzana Kos je objavila, da v bistvu sestavlja novo stranko, vendar da je domnevno motiviran z grožnjami. Rusi naj bi mu namreč sporočili, da bodo objavili seznam ruskih plačancev v Sloveniji, tudi on naj bi bil baje na tem seznamu, in da je zato se zdaj reaktiviral. Kaj vi mislite o tem? To je spet za moj okus preveč, filmska zgodba, oziroma preveč zoroastrijanska scenarij, plane in tako naprej. Tisto, kar zagotovo vemo, je, da je med upokojenci kar nekaj podpore dobil Pavel Rupar, da so upokojenci volivci, ki radi grejo na volitve, kjer je udeležba razmeroma dobra, in verjetno te iste upokojence so obstoječe koalicijske stranke razočarale, in se je pokazala priložnost za reaktivacijo človeka, ki ga jaz štejem za zelo sposobnega politika. Torej, to politično igro zna Karel Erjavec zelo dobro igrati.
To ne pomeni, da mi je všeč, da so mi všeč njegove politike, da bi glasoval za njega in tako naprej. Ampak je pa eden od tistih, ki to politično igro, trgovanja, kompromisov, dragega prodajanja svojih glasov, sposobnost, da se prikomolčiš na neko funkcijo, kjer imaš šoferja, limuzino, lučke, varovanje in tako naprej, v tem je sposoben. In te ideje ni za podcenjevati, tudi, kako bi rekel, medijsko ima nek pristop, s katerim nekega povprečnega volivca, torej ne govori nekega kompleksnega, intelektualnega, političnega jezika, ampak govori tako, kot ga, kako rekel, ga vsak razume. No, ampak tudi on, torej Karel Erjavec je dejal, zdaj navajam, tisti, ki trdijo, da naj bi me Rusi prisilili, da se vrnem v slovensko politiko, so očitno preveč gledali filme o Jamesu Bondu, tu pritrjuje tej vaši misli, vendar glejte, koga, tako poroča Delo, on vabi v stranko. Med njimi so France Arhar, Metod Dragonja, Klemen Grošelj, Dragutin Mate. Kdo so te ljudje? Kakšna bo zdaj ta opcija? Veste, mogoče, to mi je zdaj prišlo na misel, je še največ logike v tem, da ta članek v Delu, ki Erjavca povezuje z Rusi in ki ga, ko bi rekel, spet na prvo žogo v smislu rdečega slanika poskuša s tem diskreditirati, je pravzaprav v obratni vlogi. V Sloveniji je kar nekaj ljudi, ki s simpatijami gledajo na Matjušku, Rusijo in tako naprej. In romajo na Vršič, itd. In so mu s tem tudi, ne samo med upokojenci, ampak tudi med nekimi proruskimi slovenskimi volivci naredili prostor. Ostali se škandaliziramo, mi dva verjetno nisva na tej strani, ampak nekdo pa rekel, Erjavec je pa tudi za Ruse, pa mogoče ni treba unga Stevanoviča mi voliti. To bi lahko bilo tukaj tudi v ozadju. Neka niša, da bom zdaj rekla tržna niša, ampak niša, dobro, je tudi ta publika, ki ima rada Ruse. Kaže to tudi na, kako bi rekel, na kadrovsko izčrpanost levega pola. Praktično nimajo, postrgali so po dnu soda, kot se temu reče, da so sestavili tole vlado, in zdaj pošiljajo nazaj v prve vrste bivše, kot je Erjavec, kot je Golobič in podobne. No, ampak vendarle ne, te, na katere ciljajo, to so upokojenci, pa še zdaj nimajo teh 1000 evrov penzije, ki jih je Erjavec že kdaj obljubljal. Ampak to slovenskega volivca pravzaprav ne moti, saj tudi tožilci nimajo tistih 600 evrov obljubljenih. 30 dni do specialista, imamo leta, da prideš do osebnega zdravnika oziroma da sploh uspeš nekje v neki vrsti pred nekim zdravstvenim domom pričakati, da osebnega zdravnika imaš, polno ženski brez ginekologov in tako naprej. Teh obljub stanovanja, una stanovanja, kako bi rekel, nepoplavna, nič, poplavne hiše, ki naj bi jih bilo, 100 ali nekaj takega, 1. Jaz mislim, da Slovenci so navajeni, da pač politiki nekaj obljubljajo in nič hudega, če ne izpolnijo tega. Ampak veste, kaj se zdi čudno, da kako je res možno, da ljudje vse to pozabijo? Jaz ne rečem, da bi bili mi mlada demokracija, pa da bi bile to 3. volitve. Ampak zdaj pa to že 33 let praktično, Kako je s tem? Jaz se bojim, da je en del razloga v tem, da ni takojšnjih posledic, če ljudje slabo ali napačno glasujejo. Če dežuje, pa vi ne vzamete dežnika, potem ste takoj mokri in povežete, možgani povežejo, nisem vzel dežnika, sem bil moker, ali pa imate vroč lonc na štedilniku, se ga dotaknete, vas takoj speče, povežete, če je lonc vroč, ne smem dotakniti. Ko izvoliš neke politike, se pravzaprav zelo malo nekih stvari spremeni, oziroma bolj je stvar v tem, da se nič ne spremeni in zaradi tega Slovenija razvojno zaostaja oziroma ne napreduje tako hitro kot nam primerljive države. In tega ljudje ne opazijo kar tako. Če grejo ljudje v Trst, si mislijo, saj Trstu je bilo vedno
mečkan boljši standard. Grejo ljudje v Celovcu je bilo zmeri lepše, boljše, več blaga, boljše blago v trgovinah in tako naprej. In se ne srečajo s tem, ne grejo pa recimo v Bratislavo ali pa v Prago ali pa v Varšavo, ali pa niso bili tam pred 20 leti ali pa niso bili tam pred 10 leti, da bi videli, koliko se je recimo spremenila Bratislava ali pa koliko se je spremenila Varšava v 5-10 letih. Pa Bukarešta. Pa Tirana. Z Tirano ne vem, ker nisem bil, ne. In kako malo se je spremenilo v Sloveniji. Ne vedo, koliko imajo tam tujih investicij, kako malo jih je v Sloveniji. Tisto, kar vidijo je, tisti, ki smučajo v Avstriji, smo včasih videli na avstrijskih smučiščih Nemce, Nizozemce, zdaj vidimo Poljake, Čehe, Madžare. Na hrvaški obali, ne, smo bili prej navajeni gledati Čehe v belih nogavičkah in sandalih in tako naprej, ki so jedli konzerve, ki so jih seboj prinesli. Danes so Čehi, Poljaki, Madžari tisti, ki naročajo, ne vem, belo ribo. Slovenci jejo pa kalamare. Ali pa konzerve. Ki so jih od doma prinesli. Ne? Tako da v tem, skratka, ljudje tega ne vidijo. Ne? Potem je pa seveda medijska podpora, ki naredi svoje. Ne? Mi moramo vedeti, da tukaj za to enotno levo oblast praktično celotna medijska mašinerija deluje za svoje znance, prijatelje. In je škoda. Ne. Še ena nelogičnost se odvija že nekaj časa, to pa je ta znani kanal C0, o katerem je zdaj na parlamentarnem odboru pričal dr. Mihael Toman z Biotehniške fakultete in on je opozoril, kot tudi že prej, recimo tudi v neki moji oddaji, večkrat, da ni samo nevarnost nesreč, če se zgradi do konca in steče kanalizacija po tem kanalu, pa terorističnih napadov, pa da bi ogrozili vodo v vodonosniku, pa recimo potresa, recimo, da se te cevi, ki tak, vi ste gradbenik, vsaka cev na nek način pušča, ampak gre pravzaprav, je rekel Toman, za stalno, počasno doziranje odpadnih vod v podtalnico, lahko bi tja odtekali patogeni, ki lahko vodijo v bolj ali manj nevarna zdravstvena stanja in celo hormonski motilci. Glejte, profesor Univerze v Ljubljani je to rekel, pa tudi drugi prej, ampak zgodi se nič. Kako je to možno? Dejansko se človek sprašuje, ne, zakaj peljati neko kanalizacijo iz Medvod oziroma ne vem, iz enega konca čez celo Ljubljano, potem do neke čistilne naprave, ne, v Zalog, ne, in čez cel vodonosnik. Zakaj ne narediti ene malo manjše čistilne naprave v Medvodah, pa dati to not prečistiti, pa spustiti ostanek v Savo, pa samo od sebe dol teče. Kaj je tukaj zadaj, jaz mislim, da še ne vemo. Dejstvo je, da se te stvari da, veste, narediti tesne. Ne? Če bi naftovod tekel, pač daš take cevi, da popolnoma tesnijo se to da narediti, ampak v tem primeru to tukaj ni narejeno in cel kup tveganje. Ne? Veste, cel kup tveganje, lahko da ne bo nič. Ampak če pa bo pa katastrofa in ko to dvoje zmnožiš, možno nesrečo z sicer majhno verjetnostjo, je še vsem številka, v zvezi s katero bi vsak, ki se ukvarja z upravljanjem tveganj in nekdo bi se na mestni občini moral ukvarjati z upravljanjem tveganj, kakšna so tveganja za ljubljansko pitno vodo. Pa na ministrstvu za okolje. Bi iz tega vidika rekel, poslušajte, dajte najti kakšno drugo tehnično rešitev za to. Ne? Veste, tudi bi lahko to zadevo pelali tamle dol na Vič, ne? Pa ne bi šlo čez vodonosnik, ker voda pa dejansko iz Gorenjske približno tako kot Sava po površini teče, tudi podtalnica teče navzdol. Ne? In to, da imamo v Ljubljani vodo, ki jo pijemo neklorirano, točno tako, kot je izčrpana iz vodonosnika, sem vedno vesel, ko pridem iz tujine, vedno te v hotelu v bistvu čakajo stekleničke, da imaš vodo za piti, se ne upaš iz pipe. Ne? Doma imamo to in to uničiti ali pa to ogroziti. Mogoče ne bo nič. Ne? Ampak je pa možno, da se bo kaj zgodilo hudega. Ne? Koliko je tu korupcije po vašem mnenju? Ne vem. Ne. Jaz še vedno ne vidim logike, zakaj taka rešitev. Zakaj ob vodi, po kateri bi lahko ta odpadna voda prečiščena tekla sama od sebe po Savi dol,
Ne? Zakaj tukaj ob Savi tako rekoč polagati nek dolg cevovod? Ne? In tudi, veste, korupcija, če kdo kakšne procente od tega vleče, se bi ta denar porabil za kaj drugega, pa bi na unih procentih vlekel. Ja, evropski denar. Ja, ampak pač kje drugje, še vedno ne vidim, zakaj s takim veseljem točno čez vodonosnik. Se pravi, to je ta del te zgodbe, samo da ni Janša, ali pa samo da ni po Janševo, ali kaj. Sej, a so to janšisti? Jaz mislim, da tukaj niti nima Janša nobene zveze, tukaj gre mogoče bolj za nek ego ljubljanskega župana, ki noče priznati, da so se tukaj zmotili, da so naredili napako, da so naredili nekaj nespametnega. Se pravim, zaslužiti, in če bi bila kakšna korupcija, bi šlo tudi kje drugje, se bi dal tudi kje drugje zaslužiti. No, ta teden je v Sloveniji zasedal Mednarodni denarni sklad, imel je sestanek. Gospa Christine Lagarde je bila tudi na ljubljanski tržnici, takole je preverjala cene zelenjave. In je bila kar zadovoljna, očitno. Seveda pa so tej guvernerji centralnih bank za 0,25 točke znižali obrestno mero, zdaj že tretjič, ne. To je vse lepo in prav, torej, kot slišimo, inflacija zato bo še majčkeno šla gor, tako sem danes zjutraj poslušala po radiju, ampak ne glede na to je tisto, kar bode v oči, je poslovanje slovenskih bank. One so v 8 mesecih letos ustvarile 771,5 milijona evrov čistega dobička. Ampak na račun česa? Na račun obrestnih mer, kajti za depozite niso zvišali obrestne mere, oni so imeli kar nič, ne vem, kakšna je vaša, v moji banki je nič, in ne vem, kaj je obrestna mera tudi za vezano vlogo, in ne nazadnje tudi za kredite so pa izredno visoke obrestne mere in se ljudje sprašujejo, ali bodo končno tudi za kredite znižali te obrestne mere. Kaj je z našimi bankami, za katere smo plačali 5 milijard za sanacijo, in zdaj se one takole obnašajo nonšalantno, kot da ne vedo, za kaj gre? Najprej v zvezi s temle obiskom, ne, mislim, da smo na robu tega obiska dobili eno tako luštno plastično ilustracijo odtujenosti teh evropskih, bruseljskih, frankfurtskih elit, ne. Namreč gospa je šla gledati, koliko stane avokado. Ja. Nimamo občutka, da bi bilo avokado in tak ljudski sadež, ki ga bi ljudje množično kupovali, ki bi ga imeli vsak dan, rekel zjutraj ob zajtrku ali pa ob večerji ali pa kjerkoli na mizi. Parkrat na leto si ga mi doma privoščimo, rogljiček, avokado, jajček na oko, krasno, ne. Ampak ta avokado je nekaj tazga, kot tista potica od Marije Antoinete. Ne moreš avokado, praš, koliko je krompir, jabolka, ne, hruške, hren, korenje, ne, zelje, ne, solata, ne pa avokado. Zdaj, kar se obrestnih mer tiče, jaz, kako rekel, težko krivim banke, ne, a veste, vsak, ki dela posel, poskuša, kolikor se da poceni kupiti, pa kolikor se da drago prodati. To je normalno za vsakega, ne. Potem je pa od kupcev odvisno, a so pripravljeni neko ceno plačati, oziroma od prodajalca odvisno, a je pripravljen za tako ceno neko zadevo prodati, in če so neke normalne tržne razmere, potem sta oba zadovoljna. Jaz, ki sem za svoj denar nekaj dobil, in ker je zame tista stvar, ki sem jo kupil, več vredna kot denarja, in trgovec, ki mi je nekaj prodal, ker ima rajši denar kot pa tisto blago, ki ga ima. In podobno je pri bankah, ne. Težava je z slovenskimi varčevalci na nek način, težava je z slovenskim bančnim trgom. Od varčevalcev, ki dobimo premalo denarja za obresti, bi človek pričakoval, da bodo nesli denar v drugo banko, kjer so obresti boljše. Ampak imam občutek, kot da bi bile te banke v Sloveniji majčkeno zmenjene in nobena nima bistveno boljših obresti. Imajo bistveno boljše obresti te spletne banke, za katere so pa zdaj zelo otežili, kako neko večjo količino denarja spraviti tja, ne. Ampak tam imate takoj par procentov obresti. Ja, no, 26 Revolut, ja. Te banke so konkurenčne, ampak upoštevajo evropsko obrestno mero, Evropske centralne banke. Pač dajo obrestno mero, po kateri dobijo varčevalce, ne. In seveda denar pa posojajo
mečken višji in tle vmes, tukaj vmes nastane pa dobiček, ne. Zakaj si to v Sloveniji lahko privoščijo? Mogoče neka finančna nepismenost ljudi, mogoče tudi povezano s tem, da ljudje denarja ne morejo plasirati nikamor drugam, ker nimamo razvitega kapitalskega trga, ker nimamo kapitalizma. Ne moramo se potem čuditi, če so tako slabe obresti, če ni nekega razvitega trga delnic vrednostnih papirjev, če pa je pa to povezano z nekimi blaznimi transakcijskimi stroški, skratka vrednostni papirji, vodenje računa, pri vsaki nakupu prodaji, cel kup nekih provizij, ki so 2 velikostna razreda večje, kot če bi to delal v tujini. Ne moramo se potem čuditi, da ljudje vidijo kot edino naložbo, kjer bo vrednost njihovega denarja, kolikor toliko se ohranijo, da pač kupijo stanovanja. Ne? In s tem ne bi bilo nič slabega, se je fino, da se stanovanja gradijo, se slišimo, da je stanovanj premalo, ampak ljudje si potem ne upajo teh stanovanj oddajati. Zakaj si jih ne upajo oddajati? Zato, ker ko je nekdo enkrat v stanovanju, je car, mu nič ne moreš. Ne? Bodo vsa sodišča in vsi socialni delavci in ne vem kaj stopili skupaj, da nekoga, ki ne plačuje, ki ne skrbi za to stanovanje, ki ga uničuje, da ga ne moreš spraviti ven. Ne? In potem imamo na eni strani ogromno stanovanj praznih, pa na drugi strani celo paniko oziroma cel plan državni, kako mora država graditi najemna stanovanja. Namesto, da bi samo uredila varnost oddajanja stanovanj v najem. In pravno državo. In seveda pravno varnost. Pravno varnost. No, še eno vprašanje se je pojavilo v začetku tedna, to je bilo seveda potem zanikano strani države, ampak vendarle ne vemo, ali je to res. Bodo prodali farmo Ihan, se sprašujejo kmetje, kajti vsa živilska industrija je že v lasti tujcev. Zdaj, kaj točno se bo zgodilo? Namreč problem ni samo ta živilska industrija, ampak to, da seveda te farme, recimo farma Ihan, ima 1800 hektarov zemljišč v najemu, to so pa zemljišča države, sklada kmetijskih zemljišč. In vse se tako dogaja. Kupijo firmo in hkrati še dobijo pravico izkoriščanja teh zemljišč. Kdo pa to prodaja? Kdo prodaja? Ja, država, SDH. Ja. Zdaj so rekli, da ne prodajajo, ampak to je državno. Jaz mislim, da je to stvar rekel, istega velikega problema, skratka, da je to spet nek rdeč sejnik, za nek drug problem, ki je velik in ki je težek. In ta velik in težek problem je, da v Sloveniji nočemo imeti kapitalizma, nočemo imeti kapitala, nočemo imeti kapitalistov, ki bi bili lastniki potem, ne samo farme Ihan kapitalisti, ampak bi ti kapitalisti kupovali potem živilska podjetja in farme in podobno v okolici, na Hrvaškem, na Madžarskem, in tako naprej. Zato sem vprašal, kdo pa to prodaja. Ta, ki prodaja farmo Ihan, bo dobil denar, bi s tem denarjem lahko nekaj kupil. Bo pa nekaj drugega v slovenski lasti. Ampak je cel kup recimo zasebnikov, ki bi tudi kdaj kakšno stvar prodali, pa potem ta denar nesejo ven. In če želimo mi v Sloveniji pospešiti gospodarski razvoj, moramo imeti več investicij. Za investicije potrebuješ denar. Denarju se z drugo besedo reče kapital. Moramo biti prijazni kapitalu. Mi imamo pa vladno stranko, ki bi kapitaliste, torej tiste, ki imajo kapital, nagnala v morje. In kaj se zgodi? Kapital beži iz Slovenije, podjetniki bežijo iz Slovenije, pride jih pa potem noter malo. Pridejo Hrvati, ki to znajo. Hrvaška je sprejela kapitalizem, ima kapitaliste in pridejo v Slovenijo kupovati. Zakaj Slovenija ne kupuje na Hrvaškem? To je težava in pač mi se ne moramo pretvarjati, da je še vedno vse tako, kot je bilo leta 90. Tudi vsi problemi, ki so povezani z zdravstvom, so povezani s tem, da neko državno zdravstvo lahko funkcionira v okolju, kjer je vse državno. Ne more pa funkcionirati v okolju, kjer je okrog njega zasebna pobuda in zasebniki, ki se poskušajo potem s tem državnim, govorimo o dobaviteljih predvsem zdravstvu, ki se poskušajo s tem okoristiti.
No in prav, ko govorimo zdaj o državnem zdravstvu, UKC menda kupuje dvigala, menja dvigala, ne, in ta dvigala so zdaj 6-krat dražja od predračuna. To se pravi, mi zdaj imamo državo, ki je kapitalist na nek način, ne, skozi te državna naročila, oni vedo, kaj je denar, podražijo, kupijo dražje, zasebniki pa tega ne počnejo, ne. Glejte, velikanska razlika je, ali je kapitalist država ali pa kapitalist zasebnik. Ne, se spomnim enega pogovora z neko zdravnico, ki mi je razlagala za nek aparat, koliko ga je ona plačala in po čem ga kupuje klinični center. In je bila razlika za faktor 3. Ne. Ona se zaveda, da dela s svojim denarjem in se zaveda, da če bo kupila cenejši aparat, bo več ostalo zanjo, za kapital, za zaslužke, za druge investicije, za storitve, za stavbe itd. Dela s svojim denarjem. Ne. Kdor kupuje pa dvigala v kliničnem centru ali pa kjerkoli se država pojavi kot lastnik, kot kapitalist, ne, so pa ta država neki ljudje in ti ljudje se pa zavedajo, da ne delajo s svojim denarjem. Delajo v bistvu z državnim denarjem, s tujim denarjem. In s tujim denarjem delajo pa dosti slabše, kot bi delali s svojim. In zato so praktično vse državne investicije, projekti, storitve in tako naprej, zato ker se ljudje obnašajo, kot da bi delali in ker delajo s tujim denarjem, slabše vse skupaj funkcionira. Nihče ne pazi na tuj denar, na tujo lastnino, tako kot bi pazil na svojo. Prav zdaj ta teden se je iztekel rok za javno razpravo o tem noveli zdravstvenega zakona, da rečemo po domače, in poglejmo, kaj je o tem povedal eden od zdravnikov. Je glavna bojazen potencialna nepopravljiva škoda, ki se utegne zgoditi na terciarne inštitucije. Že sedaj se namreč dogaja, da specializanti radioterapije, torej dejavnosti, ki se ukvarja z zdravljenjem raka in ki jo je moč izvajati le v terciarnih inštitucijah, da se odločajo za zamenjavo specializacije za radiologijo, ki je pa bolj privlačna tudi za izvajanje v zasebni praksi. To se pravi, da rečem, radioterapija pri raku, poleg kemoterapije, te bodo šli, ne, in bodo raje delali magnetno resonanco pri privatnikih. To, kar se dogaja zadnje leto pod to vlado, je uničevanje zdravstva. Ne govorim javnega, zasebnega in tako naprej. Uničevanje zdravstva v smislu neke storitve, ki bi morala biti državljanom na voljo, v največji meri preko zavarovalnice brezplačno, zato da opravlja storitev zdravljenja. Uničevanje, dobesedno to s politiko, z brezbrižnostjo, s katero se lotevajo problema, delajo. Delajo, kar delajo, iz ideoloških vzgibov. Njih ne zanima, koliko ljudi bo prišlo do zdravnika, kako hitro bodo zdravili bolezni, kako velike bodo ekipe, koliko zdravnikov bo ostalo oziroma bo na voljo ljudem, da jih bodo zdravili v okviru zdravstvenega zavarovanja. Njih zanima, da bo zdravje državno oziroma tako imenovano javno, da se bo dogajalo v javnih ustanovah. In to je, jaz mislim, da jedro zablode, s katero se lotevajo zdravstva, je tak sovjetski način oziroma taka sovjetska organizacija zdravstva, za kakršno se zavzemajo, ker je javno, ne? In kjer so ljudje javni in ne smejo nikjer drugje nič početi in kjer se poskuša vso konkurenco temu javnemu tudi uničiti. Ne? Lahko funkcionira v Sovjetski zvezi, lahko funkcionira v socialističnem sistemu, kjer ni nič zasebnega okrog, kjer je vse zasebno prepovedano, kjer so tudi dobavitelji opreme javni, ne? Kjer je vse nekako družbeno naše in tako državno, naprej. ja. Ne? Ne morete pa vi ohraniti enega sistema, kot je zdravstvo, natančno takega, kot je bil v socializmu, medtem ko se je v njegovi okolici čisto vse spremenilo. Ne? Ampak bi bilo treba pogledati, kaj lahko mi naredimo, da bodo sicer v kombinaciji nekih javnih ustanov pa nekih zasebnih ustanov ljudje prišli čim hitreje do čim več in čim boljših storitev. Oziroma drugače povedano, kaj lahko naredimo, da bodo v javnem zdravstvenem sistemu
toliko učinkoviti, toliko hitri, toliko produktivni, kot so v zasebnem. In po mojem tukaj je rešitev ta, da bi v javnih zdravstvenih zavodih čim bolj sprostili njihovo, kako bi rekel, avtonomijo, da bi jim pustili poslovati, kot da so zasebniki, kot da so na trgu. Ne? Naredite več, neomejene plače. Ne? Kupujete cenejše materiale, kupujete cenejše aparate, ne? Vam več ostane za plačo, za kar hočete. Da bi se obnašali, čeprav so morda v javni lasti, da bi se obnašali podjetniško, to je, kar se tega sektorja tiče. In a veste, povsem vseeno je, ne? Ali meni naredi plombo zdravnik, ki je v javnem zavodu v zobu, ali pa zasebnik. Ne? Pač, če sem jaz zavarovan, če mi to krije zavarovalnica, ne plača tistemu, ki mi bo to plombo naredil. Ne? In tisti, ki je sposoben te plombe delati boljše, hitreje, se boljše organizirati itd., tja ne gre več denarja. Zelo enostavno. Bistvena novost, ta, ki najbolj buri duhove, je, da seveda zdravniki, ki delajo v zavodih, bom tako rekla javnih, ne bi smeli delati, če seveda niso naredili vsega načrta, kar je treba opraviti, tudi pri zasebnikih. In zdaj se bojijo, to govori zdaj tudi ta zdravnik, da bodo zdravniki odšli, da manjka zdravnikov. Prvič se bo dogajalo to, da bodo odhajali, in drugič, ali mi zna kdo razložiti, zakaj, kako, po kakšni logiki se bo po tem ukrepu zgodilo več, bodo naredili v zdravstvu več. Ne? Skratka, nekdo je do zdaj lahko zdravil ljudi dopoldne v javnem zavodu, ne? Pa je pa še popoldne nekaj naredil. Ne? Ker zavarovalnica ne plača. Sva jih pozdravila tokle dopoldne, pa še tokle popoldne. Ne? Potem pa popoldne ne bo smel več. A bo več ljudi pozdravljenih ali jih bo manj? Jaz mislim po kmečki pameti, da jih bo manj. Ne? Ampak to samo zato, ker je nekdo fovš nekaterim zdravnikom, ki bi še kaj popoldne naredili. Ne? In tisto, kar nas bi moralo zanimati, je, kako opraviti čim več storitev. Rezultat tega zakona bo, da bo opravljenih storitev manj. Plus, dogajale se bodo stvari, kot je tale gospod povedal, da bodo zdravniki začeli razmišljati, kaj bi specializirali, ker na enih področjih bodo lahko delali tudi zasebno, na enih področjih bodo lahko delali samo javno. Mislim pa, da bo prišel čas, ko bo v zasebnih rokah se pojavil tudi te najbolj zahtevni posegi. Samo potem se bodo ljudje vprašali, skratka, če tudi najbolj zahtevne stvari lahko plačaš ali pa moraš plačati, če hočeš v realnem času priti na vrsto. Zakaj pa plačujemo zdravstveni zavarovalnici vsak mesec? To se že zdaj sprašujem. Zakaj, kako se počuti človek, ki zdravstveni zavarovalnici plačuje par 100 evrov na mesec, pa nima osebnega zdravnika? To bi morali biti ljudje v bistvu na cesti ali pa zahtevati delodajalca, dokler jaz nimam osebnega zdravnika, ne bom plačeval zavarovanja. Se mi zavarovanje ne daje tistega, kar bi mi moralo dati. No, se te odločitve ni, ne. Delodajalec je po zakonu dolžan nikogar nič nobene vprašati. Zelo vzgojno bi bilo, to se dostikrat sliši po družabnih omrežjih, da bi ljudje enkrat dobili na račun bruto plačo, ne, in vsi bi imeli tam 2-3 tisoč, ne, mimogrede, potem bi pa nakazali za zdravstveno, za pokojninsko in davke in tako naprej, da bi videli, kam pravzaprav. In potem bi verjetno marsikdo tisto, kar sva na začetku govorila, zakaj ljudje kar zadovoljno glasujejo še naprej za neke sredinske, levosredinske in tako naprej stranke, bi pa morda kdo rekel, hej, čakajte malo, kam pa gre vas moj denar? No, mogoče jih bo prepričalo tudi to, kar se je zgodilo že prej. Recimo, sodnik Radonjić je bil v Lisicah preveden na sodišče, imel pa je opravičilo, da je bolan. Ne, zdaj, seveda, ta teden je pa bil ta dogodek podkrepljen z Brankom Grimsom, ki se je odzval na to prisilno privedbo in tudi na sodbo, ne, in je pravzaprav pisal tudi Evropski komisiji
in očital kršitve pravice do poštenega sojenja, zloraba pravosodja, politično obračunavanje s sodnikom, ker pač je, kot kaže, sodnik Radonjić, bom zdaj rekla, narobe razsodil v primeru Milko Novič. Kaj se nam dogaja v tem primeru? Zdaj, če sem jaz prav prebral, je sodnik Radonjić v postopku, ker mu očitajo, da ni tožilstvu oziroma tisti strani, ki je poskušala Noviča obtožiti, dal dovolj možnosti, da bi se na sodišču pošteno branila, ne. Ampak tisto, je zdaj v zvezi s tem postopek, ne. Ampak tisto, kar mene čudi, ne, je, zakaj ravno v izogib temu, da ne bi bilo mogoče očitati komurkoli, da gre za maščevanje sodniku, ker se je narobe odločil. Zakaj še posebej pozorno ne delajo z njim, še posebej pozorno ne upoštevajo zdravniških opravičil, zdravstvenega stanja? Zakaj so se ga odločili vkleniti? Ne? Mogoče se je to zdelo pravosodnim policistom, da se lahko znesejo nad nekim sodnikom. To bi bila, tako rekel, ta boljša varianta. Ne? Ampak tisto, kar se jaz bojim, je, da poskušajo iz neke oblastne arogance pokazati, glejte, to mi lahko naredimo. Ne? In ja, daje to vtis nepoštenega sojenja, ampak njim ne gre za to, da bi naredili vtis poštenega sojenja, ne gre za to, da bi naredili vtis, da ima sodnik Radonjić, rekel, poštene razmere za boj pred sodiščem. Ne gre za to, da bi hotel narediti vtis, da je ta pravica, ki njemu sodi, slepa. Ne? Ampak hoče narediti vtis, lejte, ta pravica je snela masko oziroma obvezo iz oči, gleda in demonstrativno smo ti to naredili v poduk in za strah vsem ostalim. In to je strašljivo in nekako gre v scenarij tiste zgodbe o čiščenju janšistov, o kateri smo prej govorili. Gospod Radonjić, mislim, da ni janšist, ampak sigurno je na seznamu. Isti neki poltotalitarni vzorci se pojavljajo tudi tukaj, ko oblast ne samo, da izvaja svojo moč, ampak jo demonstrativno kaže. Demonstrativno se svojo močjo poskuša ustrahovati okolico oziroma družbo. No, in na drugi strani seveda, zakaj? Zato, ker lahko, ne, to je tudi v tej zgodbi, ko je Ministrstvo za solidarno prihodnost za sebe naredilo že to solidarno sedanjost, ne, da tako rečem, in sicer so si tudi med dopusti izplačevali dodatek za povečan obseg dela na morju, na plaži ali ne vemo kje, ker lahko, ne. Kako to komentirati? To se mi tudi zdi rdeč slanik. Ne? Tle so zdaj, ena gospa je dobila 150 evrov, pa ena druga gospa je dobila 200 evrov. Ne? Proračun ministrstva, obstoj, da Ministrstvo za solidarno prihodnost ima pa proračun, mislim, da 150 milijonov evrov. Ne? Se pravi, prijemo od 150 evrov ene gospe na 150 milijonov za ministrstvo. To je pa kapitalc, to je pa tisti plen, ki ga bi bilo treba slediti. Zakaj to ministrstvo sploh imamo? Ne, to ministrstvo imamo, če se jaz prav spominjam, zato, ker si je gospod Luka Mesec želel biti minister, pa hkrati ne imeti preveč dela, pa bi imel eno tako ministrstvo brez pravih nalog, ne, neko sinekuro, kjer bi lepo sedel na sejah vlade, pa mu ne bi bilo prehudo. Podobno kot meni, ko sem bil minister za razvoj, tudi ni bila neka stresna služba, no pa se je potem drugače zasukalo, ampak to ministrstvo še vseeno imamo. Ne? To je problem, zakaj to ministrstvo imamo, če so si mečkan zraven še izplačevali, ja, ni fajn, ni lepo, kako bi rekel, se lahko malo zabavamo okrog tega. Ne? Ampak problem je 150 milijonov, ne 150 evrov. Zanimivo, ne? No, ta teden je izšla tudi knjiga Igorja Omerze, Franc Jeza, Separatist. V redu, gospod Omerza, to je zdaj že 25. knjiga. On proučuje tisto, kar je seveda v teh arhivih Udbe še ostalo in tudi drugih arhivih in potem nekako poveže to zgodbo skupaj. Zdaj, to je zgodba o
Francu Jeziki je bil, tako pravi gospod Omerza, seveda se je zavzemal za samostojno Slovenijo in je bil zato tudi močno nadziran od Udbe, tudi potem, ko se je preselil v Trst in tam deloval kot novinar. Ampak zdaj vprašanje, ki se je pojavilo na tej predstavitvi, je to, ne, eden od udeležencev, od poslušalcev je rekel, lejte, mi smo ukinili Udbo, gospod Bavčar jo je ukinil, ko je prišel na ministrstvo, ampak ljudje so ostali, ne. Kaj smo mi tu naredili narobe? Mi nikoli ne vemo, taka je bila tudi tam tista razprava, kajti ljudje, tudi če nimajo neke formalne organizacije, neke formalne Udbe, se še vedno lahko dobivajo po kavarnah. Mi imamo včasih občutek, da vendarle ta Udba še na nek način funkcionira. Najprej vse priznanje gospodu Omerzi. Nisem vedel, da je že 25 knjig napisal, ampak njegovo delo in predvsem kako v neko poljudno, strokovno obliko spravlja to, kar najde v arhivih, je izjemno dragoceno. To bi morala delati neka državna inštitucija v vzhodni Nemčiji, na Poljskem in tako naprej, so celi inštituti, ki se s tem ukvarjajo, ni en posameznik. V nekem trenutku bi moral dobiti, ne vem, Prešernovo nagrado ali nekaj podobnega, ne. Kar se tiče Udbe, jaz mislim, da veste, vsi sistemi v Sloveniji, vse inštitucije so imele znotraj sebe neko hierarhijo, kjer so bili na vrhu najbolj politično zvesti ljudje, sem pa tja v kakšni tudi najbolj strokovni, ampak v glavnem veva, da je šlo veliko po liniji zvestobe in politične primernosti. Vse te hierarhije so ena na ena preživele prehod iz socializma v demokracijo. In po mojem ni vprašanje, ali se bivši udbaši zdajle dobivajo po kavarnah in pijejo pivo in kavice in tako naprej, Bog jim požegnaj, bom rekel, ne. Večja težava je, da so te inštitucije pravzaprav ostale bolj ali manj take, kot so bile. Tukaj bo Igor Bavčar pa Janša pa še nekaj gospod Brejc bodo vedeli, koliko so počistili in koliko niso, ne. Verjetno ne veliko, ampak te inštitucije so ostale z istimi ljudmi, z isto hierarhijo. Ja, v 30 letih so se skoraj vsi, ki so bili takrat tam upokojili, ampak skozi teh 30 let so te ljudje jemali v službo nove ljudi, verjetno po podobnih kriterijih, po katerih so bili izbrani tudi oni sami. In tako ni bilo samo v varnostnih službah, v policiji, tako je bilo tudi v medijih, tako je bilo tudi na univerzah, tako je bilo tudi v bankah, v večjih podjetjih, vkolikor niso bila privatizirana. Mi smo ostali pravzaprav z istim sistemom elit, z istimi inštitucijami, to sva prej v zdravstvu govorila, da ne moreš imeti inštitucijo, ki dela po socialističnih vzorcih v okolju, ki je povsem drugačno. In v veliki meri vrednote so nam ostale iz prejšnjega sistema in zato prideva pa zdaj na tiste kalamare proti beli ribi, oziroma Slovenci kalamare, Čehi bela riba na Jadranu. In vse te zgodbe, ki smo jih celo poletje poslušali, kako je na Hrvaškem drago, ne. Ja, za Slovence je drago. Zakaj? Zato, ker se razvijamo prepočasi. Ampak tega ne opazijo ljudje tako hitro, kot da so pozabili dežnik doma, ampak se skozi desetletja zgodi, da je slovenski napredek počasnejši. Zaradi tega, ker vrednot nismo spremenili, ker inštitucij nismo spremenili in ker elit oziroma hierarhij v teh inštitucijah nismo prevetrili. In zato imate ne vem, od leta 90, mislim, da je Poljska, Estonija 200-300% sta v tem času zrasle, ne. Potem je cel kup držav tam okrog 180% itd. Slovenija med vsemi vzhodnoevropskimi državami v tem času najmanj zrasla. Zakaj? Zato, ker ne delamo stvari oziroma ne uporabljamo receptov, za katere je znano, da delujejo. Ampak mislimo, da bo kar šlo po starem naprej.
No, in ta formula, da nismo zamenjali niti elit, niti inštitucij, niti vrednot, se je še kako pokazala ta teden, ko smo izvedeli, da je odgovorna urednica informativnega programa Televizije Slovenija, Polona Fijavž, prepovedala doktorju Jožetu Možini, da bi v intervjuju gostil Uršo Cankar Soares, to se pravi gospo, ki je pač organizirala zborovanja in shode za življenje po Sloveniji, ne? Zdaj, jaz se sprašujem, komu hlapčujejo nikogaršnji hlapci, seveda Polona Fijavž, pa tudi direktorica televizije Ksenija Horvat, da pač ne pustijo in ti dve gospe ne pustita Urši Soares Cankar, da bi nastopila na televiziji, in kako dolgo bomo mi to še tolerirali? Vi stanje na RTV-ju gotovo boljše poznate od mene oziroma od gledalcev. Ilustrira pa ta zgodba tisto, česar sva se marsikdaj znotraj tega pogovora dotaknila, ne? Da za vzdrževanje nekega stanja, kjer slabi recepti, neresnice, zablode vztrajajo, veljajo kot resnice, veljajo kot dobre rešitve, da eno pomembno vlogo pri vsem tem ustvarja medijski prostor, v katerega so nekateri pripuščeni, v katerem so nekateri dnevno in v katerem so nekateri izjema. Oddaje, ki jih ima doktor Možina sem in tja v ponedeljkih zvečer, so taka izjema. Ne, njegovi gostje niso tisti, ki bi ponavljali resnico, ki je tukaj uradna in sprejeta. Zdaj, uredniki imajo možnost, se to pove beseda urejanje, imajo možnost urejati. Pomeni, mogoče nekomu ne bi bilo všeč, kar sva midva zdajle govorila, pa bi rekel, ne, Domovina pa tega ne bo objavila, zato ker sva že nekaj narobe rekla. V redu, zaseben portal je urednik, je slišal, kaj sva rekla, je rekel ne. Ni sicer to za bom rekel, javni dialog, družbeni dialog najboljše, ampak se lahko zgodi, ne. V tem primeru sta dve stvari bistveno drugačni, kot če bi tale najin pogovor ne bi bil objavljen. Gospa sploh ne ve, kaj bi gospa Soares povedala, ne. Ona ni še nič rekla, ne. Ona je bila prepovedana na zalogo, ne. Tako da je težko sploh govoriti o cenzuri. Gre za to, da nekomu ne daš platforme, da deplatforming se temu angleško reče, ne. Skratka, nekoga sploh v javni prostor ne spustiš, ne glede na to, kaj bi rekel. Ne. In druga zadeva, midva sva tukaj na zasebnem mediju, tole je pa javna RTV, ki jo vsi plačujemo in ki ima nekje v zakonu RTV-ju napisano, da mora biti pluralna in taka in drugačna, itd. Skratka, mora o vseh vprašanjih, ki se v družbi pojavljajo, omogočati neko pluralno razpravo. In to se v tem primeru seveda ni zgodilo. Izgovor, da je tema protiustavna, ne, je absurden. Jaz nič ne vem, da bi gospa Soares predlagala kakšno spremembo ustave. Ampak spominja se, da smo imeli pa kup razprav na javni RTV, ko so ljudje predlagali spremembo ustave. Če hočeš spremembo ustave, pomeni, da nekaj v ustavi ni, v bistvu zavzemanje za spremembo, se je idiotsko reči, je protiustavno. Ampak tudi, če bi se, pa se ne, gospa Cankar zavzemala za spremembo ustave, ne, je to tako, kot smo se za spremembo ustave glede ali volilnega sistema ali pa vode, da damo v ustavo, ali pa še vsake toliko časa je kakšna sprememba tam. To ni nič takega. Ne. Tukaj se bojim, da gre za nekaj drugega, ne. Ja, gre za to, da se nečesa ne sme slišati, ne. In tisto, kar v resnici se bojim, da nočejo slišati, se je neprijetno slišati in je kot moški si tako težko predstavljati, mora biti to težka zadeva za ženske, je neprijetno slišati, ampak splav ni nekaj dobrega. Ne, in to bi pa verjetno gospa Cankar povedala, da bi bilo fajn, da je tega čim manj, da gre čim manj žensk skozi to v bistvu slabo, tragično izkušnjo. Ne. No, in recimo... Je neprijetno slišati, ampak je pa treba
povedati, o tem se govori, o tem je diskusija. Ne. Sem Pa, prepričan, da bi bila gospa Cankar vljudna, da bi bila argumentirana, da bi bila elokventna, da ne bi bila do nikogar žaljiva. Ne. Na tak način se ustvarja enoumje. Ja. To, kar je najbolj sprevrženo pri tem neustavnosti, je ta laž. Namreč v ustavi piše, da je človek, da lahko svobodno odločamo o rojstvu otrok, ampak to ne pomeni, da se odločamo za splav. Kajti, kako se človek svobodno odloči, če je informiran? Ne? Zdaj pa tu se pravzaprav blokira informacija o tem, kaj splav sploh je, in dejansko se potem ženske odločajo zelo po avtomatizmu, saj ne morejo slišati druge plati medalje, ki ste jo pravkar omenili. Imate zelo prav in jaz tudi, kot razumem, zakaj se zavzema Gibanje za življenje, ne? Njihova prioriteta ni, zdaj se moramo pa mi ustavo spremeniti, zdaj moramo pa mi ustavo drugače razumeti, zdaj moramo pa mi zakon spremeniti. Ne? Mislim, da so na stališču, ok, stvari so take, kot so. Ne? Pa dajmo poskušati v tem pravnem okviru, kakršen je, ne ostane tak, kot je. Dajmo delati na tem, da bo tega čim manj, zato ker je slabo za ženske, za bodoče mamice, ker je slabo za otroke, ker je slabo za demografijo, ker je slabo za neko splošno, kako bi temu rekel, za neko splošno vrednost, ki jo ima življenje. Vrednote. Ki ima novo življenje v družbi. Ja. Ne? Na tem poskušajo delati. Ne? In ne smejo. Ja. Torej, kako dolgo bomo še tole tretirali? Jaz mislim, da če ne bo kakšnega čudeža, še dolgo. Si predstavljate, da bo nova oblast, ko bo prišla seveda nekega dne in prišla bo kmalu in bo popolnoma drugačna, da bo ona rekla, dajmo zdaj počistiti nikogaršnje hlapce na televiziji. Jaz mislim, da bo isti dan Ustavno sodišče reklo, da je ta zakon o RTV neustaven. Kaj vi mislite o tem? Ti trije gradniki, ki delajo družbe uspešno ali pa neuspešno, elite, inštitucije pa vrednote, krmijo drugo, ne kontrolirajo drugo, ne delujejo kot neka zavora in ravnotežje, druga proti drugi, ne? Ampak ljudje v inštitucije svoje ljudi postavljajo, inštitucije promovirajo neke določene vrednote in zato je to zelo, zelo, zelo težko obrniti. Ne? In kot ste rekli, ja, bo nekdo rekel, zdaj bomo pa une počistili, ne, je toliko in toliko drugih varovalk, zaradi katerih to ne bo možno. Zaradi tega sem rekel, da ne vidim druge perspektive, da začnemo delati neke stvari prav, kot neka velika koalicija. Dr. Žiga Turk, najlepša hvala za vaše komentarje. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bil Odmev tedna ta teden. Hvala za pozornost in nasvidenje.